tej razstavi sem obravnavala predvsem, kaj pomeni rezultat napram procesu. Zanimalo me je v bistvu, kaj je vrednost rezultata, a se vrednost rezultata meri po tem, kakšno količino ur, koliko dela smo porabili, koliko materialov smo porabili za to, ali se meri po tem, kakšna je vsebina rezultata, kar je pravzaprav zelo običajno pri umetniškem delu. In ker sama veliko delam z kovinami, veliko sem v delavnicah, potopim se noter v proces, umažem si roke in tako naprej, je v bistvu ta proces, kako pridem do rezultata, zame včasih veliko bolj pomemben kot sam rezultat. In ko obdelujem kovine, mi je blazno zanimivo, da se v začetku, ko jih obdelujem, svetijo, pol s časom, ko so nekaj časa v prostoru, bodisi na zraku, pa začnejo rjaveti in potemnijo. In meni je to ena taka lepa prispodoba za življenje. Kar se pa tiče zlata kot žlahtne kovine, je pa nekaj posebenega, zaradi tega, ker je neuničljivo. In za pridobivanje zlata rabimo blazno veliko količino energije. Za samo par gramov zlata moramo skopati več kot tone rude. Istočasno pa ima zlato zelo močno simbolno vrednost. Predvsem zlato cenimo po tem, kar smo se kolektivno ljudje zmenili, da pač bo imel neko vrednost, nima uporabne vrednosti, ampak ima simbolno vrednost. In zato se mi je zdelo zlato ena taka lepa prispodoba o temi, ki jo želim izpostaviti v samem razstavnem prostoru. Zanimalo me je tudi, pravzaprav, a je vrednost materiala, če ga recikliramo, ista, kot je vrednost materiala, ki ga dobimo iz naravnega vira. Ali potem dobi sam rezultat isto vrednost, ali je manj vreden. Zanimalo me je tudi, v bistvu, kaj pomeni, če vpnem v ta proces samo reciklažo, a v bistvu to sam postopek izdelave, se pravi v mojem primeru umetniškega dela, bolj zakomplicira, a se tukaj še bolj poveča energija, še več dela vložimo v sam proces. Tako da nekako to je bilo glavno izhodišče razstave. In to sem jaz v prostoru želela pripovedovati skozi objekte. Želela sem si ustvariti, oziroma sem si ustvarila nekakšen svoj imaginarni rudnik zlata, in sem začela raziskovati, kje zlato obstaja v našem okolju. Na kar sem ugotovila, da pravzaprav danes zlato celo uporabljamo, največkrat ga uporabljamo v elektronskih napravah. To pa zaradi tega, ker ne oksidira in je samo po sebi neuničljivo in se ga nanaša na določene kontakte v zelo tankih slojih. Potem, ko sem to raziskovala, sem ugotovila, da zlato vsebujejo tudi mobiteli. In mobiteli so se mi zdeli najbolj priročni za ustvarjanje tega svojega imaginarnega rudnika. Namreč vsak ima mobitel doma. Potem tudi sam po sebi mobitel je zelo zanimiv, ker ima svojo simbolno vrednost, že skoraj pomeni naša osebna izkaznica, notri se skrivajo osebni podatki, ki imajo celo večjo vrednost kot pa material, iz katerega je mobitel narejen in tako dalje. In se mi zdel še toliko bolj primeren predmet, da ga uporabim za svoj projekt. Odločila sem se, da bom nabrala čim več mobitelov, namreč en mobitel naj bi vseboval okoli 24 mg zlata. Na kar sem ugotovila, da bom rabila blazno veliko delovne sile, da bomo te mobitele razdrli. In v bistvu, da sama tudi tega ne bom zmogla, sem si rekla, da bo najbolj primerna številka tam okoli 200 mobitelov. Potem smo nabrali študente, ki so že v štartu sem tudi hotela študente, ki čuvajo razstavo, vključiti kot aktivni del mehanizma tudi v času trajanja razstave. In zato se mi je zdelo še toliko bolj smiselno, da so oni vpeti v proces že pri samem razdiranju telefonov. Potem, ko sem prišla do teh vezij, kjer naj bi bilo zlato, sem se odločila, da se povežem z Inštitutom Jožef Štefan, da naslovim prošnjo na njih.
Namreč jaz sem hotela priti čisto do elementarnega stanja zlata, se pravi do 99% čistega zlata. No in naslovila sem prošnjo na Inštitut Jožef Stefan in nekako se jim je zdel projekt zelo zanimiv. Oni sicer so že delali podobne postopke, ampak na način, kot sem ga jaz predstavila, še nikoli, in se jim je zdelo zanimivo, da tudi to probajo. Potem smo pač šli skozi ta cel kemični postopek, ki smo ga tudi posneli. Ob tem sem si zapisovala kot nek dnevnik, koliko vode smo porabili, koliko količin kemikalij smo porabili, koliko ur smo porabili za ta kemični postopek, koliko v bistvu, recimo na začetku smo imeli 3 kilograme vezij, na koncu smo pa dobili le 32 miligramov zlata iz tega kemičnega postopka. No in ta cel proces, ki je stal za tem zrnom zlata, ki smo ga dobili iz telefonov, sem se odločila, da bom povedala, kot rečeno, skozi predmete v prostoru. Moji predmeti so vedno kinetični, vedno se gibajo, tako da jih nekako tudi umestim v prostor že napol kot performerje prostora. In ko vstopimo v prostor, vidimo steno, leseno steno, ki smo jo postavili v namen projekta. In na tej steni je ukvirjeno zrno zlata na protetični roki. Roko sem uporabila zato, da dejansko vidiš, da gledalec dobi občutek, kako majhen je ta rezultat napram celem postopku, ki smo ga speljali. In pač za steno pa sem dala zvočnike, kjer slišimo pripovedovalkin glas, ki pove, kako je kemični postopek potekal, in med drugim tudi izpostavi dejstvo, da smo to zrno zlata v samem procesu kar dvakrat izgubili. Zakaj se mi je zdelo to smiselno vpeti v sam razstavni prostor in to na glas povedati? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je sama napaka del enega procesa in da v bistvu v vsakem eksperimentu se srečuješ pač tudi z nepredvidljivimi situacijami, ki jih moraš reševati. In naprimer, zrno zlata nam je padlo na tla, zato ker enostavno noben ni pričakoval, da bo tako majhno in pač noben ni imel pravega orodja oziroma delovnega okolja, da bi res lahko pač to izvedel tako, kot se more, tako, kot se zagre. Skratka, cel kup enih situacij smo imeli v samem procesu, kar je pač tudi del moje prakse. Vsakič, ko odkrivaš na novo stvari, se soočaš pač z temi nepredvidljivimi situacijami in od tebe zahtevajo izredno iznajdljivost. No, če nadaljujem, potem drugi del razstavnega prostora, hrčkovo kolo, oziroma človeško hrčkovo kolo, namreč je v velikosti človeških dimenzij. Poganjajo informatorji razstave, se pravi študentje, ki so tudi pomagali pri razdiranju razstave. Zato, da ti aktiviraš informatorja, ga moraš plačati, ker se mi je zdelo smiselno, da izpostavim tudi dejstvo, da vsako delovno silo je potrebno plačati in da v bistvu za vsakim izdelkom, vsakim rezultatom je v bistvu stoji nekdo, ki bi mogel ali pa je plačan za svojo storitev. Pri tem se je v bistvu ena zelo zanimiva debata odprla, namreč ti kot gledalec ne plačaš informatorja s pravim denarjem, ampak ga plačaš z virtualnim denarjem, tako da napišeš v zvezek, koliko ga plačaš. In tukaj se je zgodila ena zanimiva debata, pravzaprav kaj plačuješ, a plačuješ
tega, ki goni kolo, ali plačuješ umetniško delo. Nekako se je tukaj razvil en element, ki ni bil predviden, ampak se mi zdi zelo zanimiv aspekt. V smislu, nekateri ljudje pridejo v prostor zato, ker cenijo umetnost in so zato pripravljeni plačati. Nekateri ljudje bolj opazijo to, da nekdo dela in bojo to raje plačali. Se pravi, ko informator požene to kolo, gledalec dobi slušalke, na katerih sliši, koliko ur smo porabili za razdiranje telefonov, koliko telefonov odvržemo letno stran, koliko energije smo potrebovali, koliko količin vode smo potrebovali za telefone, kemikalij. Skratka, samo nanizam količine, da v bistvu nekako doživiš ta občutek, da sam proces je vedno večji, kot ga pravzaprav doživiš v razstavnem prostoru v obliki umetniškega dela. Ali pa isto bi lahko rekla, naprimer, ko kupiš nekaj v trgovini, se nikoli ne sprašuješ, kaj tukaj stoji, kateri materiali se skrivajo z izdelkom, kdo ga je naredil in tako dalje. Pač mi kupimo in to imamo in pač to uporabljamo. Se pravi, ko informator goni to kolo in ko gledalec posluša posnetek na slušalkah, istočasno se lahko sprehaja okoli kipa in istočasno se aktivira protetična roka, ki na kos papirja avtomatično izpisuje besedo work, kar pomeni delo. Se pravi, ti kot gledalec ne veš, ali roka poganja informatorja ali informator roko, se pravi, kje je zdaj pač to delo, se pravi, meni je nekako bilo prva prispodoba tega dela je, da smo vsi pač v nekem suženjskem kolesju, kjer pravzaprav delamo konstantno in se premalokrat vprašamo, kam pravzaprav strmimo. Se pravi, naslednje delo je pisalni stroj. Pisalni stroj je moje starejše delo, ki ga z vsakim projektom malo nadgradim. Delam ga že od leta 2015 in nekako ga vedno, če ga uporabim v razstavnem prostoru, ga vedno umestim v kontekst razstave, ki jo pač, se pravi, temo, ki jo naslavljam. Pisalni stroj samodejno piše preko pnevmatike, se pravi, za vsako tipko je posebno narejen pnevmatski cilinder, ki sva ga izdelala z mojim konstrukterjem Francetom Petačom in poganja ga pa poseben kompresor, ki je gledalcu skrit, se pravi, ti ne vidiš, kako se poganja. In pisalni stroj tipka odšteva v številke v besedi, se pravi, ne odšteva 1, 2, 3, 4, 5, ampak piše številko v besedi, da ima gledalec občutek, kot da bi to pisal človek oziroma razmišljal človek in šteje od milijon grama do grama. Se pravi, skuša prešteti, kaj pomeni na eni strani ta tona rude in na drugi strani par gramov zlata, se pravi, v mojem primeru 1 gram zlata, kaj pravzaprav pomeni to razmerje med ogromno količino porabljenih materialov, energije, delovne sile, kemikalij in vode, zato da dobimo le par gramov zlata ven. In on pravzaprav šteje in ker je pač narava mehanike take, da pač se včasih kaj zatakne, ga je treba resetirati, v bistvu od takrat, ko ga resetiraš, začne od začetka in napiše, spet sem se zmotil, spet moram od začetka šteti in začne spet šteti od milijona. Kar je pravzaprav nekako Sizifovo delo, ker nikoli ne bo do konca preštel, pač ta rola se pač nabira v prostoru in nikoli ne bo prišel do svojega cilja.